Jaz mislim, da tle je predvsem nujno, da starši že od začetka to počnejo. Da je treba otroku dati že od malih nog naprej mu predstavljati literaturo v slovenščini, mu brati v slovenščini, predvsem kot eno stvar, takrat tisti trenutek, ko se otrok nauči brati, ne smeš ti prenehati z branjem, ampak ga moraš ti še vedno sam aktivno uvajati v te skrivnosti. Ne, pri nas je priznam, mi smo tudi beremo zelo dvojezično, ker spet ta iskanje kakšnih slikanic, ki jih pri nas še ni, pa so ti fine, pa pol, ki iščeš, ne, pač tako, kaj bi lahko kakšni založbi ponudil, da je tale prevod, bi bil fin, ampak tako da se mi kdaj zgodi, da pač kot otroku berem po slovensko, pač mu prevajam sprot, pa reče, no oče, zdaj je pa po angleško, ne, pa mu je zanimivo, ampak mislim, da je kljub temu, da že sam zaradi neke tega, pač ker berilo, oziroma branje v slovenščini, literatura v slovenščini nastaja tukaj na tem prostoru, se mi zdi, da lahko vsebuje toliko, če mu znaš pravo izbrati, toliko nekih identifikacijskih točk, ki mu jih tuja literatura ne bo sposobna ponuditi. In dokler si ti mu znaš pravilno kurirati ta izbor, pa zdaj, ali si sam toliko načitan, da mu lahko sam izbiraš, ali se nastaneš na Zlate hruške, na kakšna druga priporočila, mislim, da ne bo težav otrokom ohraniti zanimanje tudi za slovensko besedo. Mislim, da za otroka je to igra, prava igra. Torej, jaz imam tudi hčerko, ki ima 2 leti in pol, dobro, ona že obvlada, govori po slovensko in po italijansko. In nje je čisto vseeno, če posluša še nekaj v angleščini, sprašuje, kaj je to? Angleščina, ok, to je po angleško, in potem včasih ponovi. Je igra, Seveda stvar je, da mi moramo potem gojiti določen jezik in določeno kulturo. Recimo, jaz pri svojih hčerki gojim slovenski jezik, možu sem pa prepustila italijanski jezik, zato ker, in tako da ona bere, prosim, njemu italijanščina gre. Te vlogi. Ja. Sicer moram reči, da skrbi že okolje za to, zato ker itak živi v italijanskem okolju, ampak vsaj z mano bere samo mislim, jaz si berem, ker še ne bere, in berem pravljice v slovenščini, ona jih pripoveduje prav enako še v slovenščini potem, in potem jih zna tudi italijanščina, ampak zato, ker sliši to, ker tako v okolju živi v italijanskem okolju in to je normalno, jezik teče, vseeno. Veliko učencev prihaja iz drugih držav, staršev tudi iz tujih držav in tukaj je v bistvu tako, da je velikokrat prepuščeno posamezniku, kaj se bo zgodilo. Čisto konkretnemu učitelju, ki je takrat na voljo. In če se bom jaz odločila, da se bom starši pogovarjala v angleščini, ker ne znajo slovensko, in jih napotila na Center za slovenščino kot tuji jezik, so seveda zelo veseli, ampak fajn bi bilo, da bi to vsi učitelji znali tako narediti, ker potem bi bilo tem staršem lažje in bi se počutili bolj sprejete v Sloveniji. In tako je pa hecno, ker pač imaš ene starše, ravno zdaj imam enega fantka iz Rusije, mama je super zadovoljna s šolo, se počuti sprejeto, si je šla takoj na ta Center za slovenščino kot tuji jezik, da se bo naučila slovenščine in tudi fantka. Pol pa so eni, ki tavajo izgubljeni, tako da definitivno je bilo zelo dobro, da bi to predstavili, tudi svetovalnim službam, ker te so v bistvu tiste, ki imajo prvi stik z ljudmi in z otroki, ki pač imajo posebne potrebe, kot tudi z tujci, ki pridejo k nam. In ti rabijo veliko teh informacij.